Bistvena novost za zavezance, ki prihajajo iz nefinančnega sektorja, je ta, da je urad pridobil inšpekcijska pooblastila, kar pomeni, da se bo zdaj izvajal nadzor nad izvajanjem zakona tudi recimo pri računovodskih družbah, nepremičninskih družbah in vseh ostalih, ki ne spadajo pod banke, pošte, hranilnice in zavarovalnice. Zakon tudi prinaša določene nove postopke. Recimo, en izmed teh je ugotavljanje politične izpostavljenosti za komplet vse osebe. Predhoden zakon je to predpisoval izključno za osebe, ki imajo stalno bivališče izven Republike Slovenije. Pa tudi ena pomembna in relativno neugodna novost je precejšen dvig sankcij. In sicer najvišja sankcija 120 tisoč evrov za neupoštevanje v izjemnih primerih, gre pa lahko sankcija tudi recimo za bančni sektor do 5 milijonov evrov, za nefinančni sektor milijon evrov ali pa 500 tisoč evrov, recimo za neka naklepna dejanja ali pa ponavljajoča se. Predpisuje pa tudi izgubo licenc, če recimo družba mora imeti licenco za poslovanje, če ne upoštevaš zakona, generalno lahko tudi to izgubiš. Glede na to, kakor sem jaz raziskoval področje, je največja napaka ta, da ne upoštevajo zakona. Prvi korak je ta, da sprejmeš pravilnik, narediš analizo tveganja, se pravi, da ugotoviš, kakšne stranke imaš in da določiš, kdo bo pooblaščenec, če imaš 4 in več zaposlene. To je recimo začetek. Naslednji korak je, da vse zaposlene, ki izvajajo te naloge, ustrezno izobraziš, da vejo, kaj delajo. Potem tretji korak, da pa vse, kar si napisal v pravilniku, živiš v praksi. In če vse to poklopiš, načeloma večjih težav ne bi smel imeti.